Rok, povej, zakaj bi morali gledalci in gledalke gledati najino oddajo Moja dogodivščina? Zato, ker vas vabim na ogled avanturističnih znamenitosti in kotičkov od Slovenije do preko Bosne, celotnega Balkana do Albanije. Dobrodošli v novo oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami Rok Bremec, ki je gozdar in nekdanji smučarski tekač, ki je strasten raziskovalec manj znanih kotičkov narave. Svoje odkritja deli na YouTube kanalu Raj na zemlji. Rok, lepa hvala, da si danes z mano v studiu. Zelo veliko stvari naju čaka. Za začetek pa, kaj te je spodbudilo, da si začel ustvarjati, pa koliko časa ustvarjaš svoje vsebine? Ja, v bistvu jaz že od malih nog, že odkar pomnim, pač raziskujem. Takoj za domačim hribom imamo take majhne jamice, bi rekel, in to sem jaz vse preraziskal. To je v bistvu moj prvi spomin na to raziskovanje. Potem pa seveda to se je nadaljevalo naprej. Do študija gozdarstva. Tam sem tudi, v bistvu med študijem sem ogromno spoznal teh lepot. Imeli smo ogromno terenskega dela, smo hodili po celi Sloveniji in sem tam res ogromno spoznal, pa ogromno prijateljev, v bistvu z različnih koncev Slovenije. Tako da me je to v bistvu, to znanje, no, potem me je spodbudilo, da začnem ustvarjati YouTube kanal Raj na zemlji. Zdaj ustvarjam dobro leto, začel sem junija 2024. Tako da se je že kar nabral 76 videov. Tako da smo kar pridni. Šele eno leto ustvarjaš, pa res si mi mislim, da tudi en videoposnetek, ki je koliko zdaj ogledal že? Ta video ima sedaj ogledal 219 tisoč. Neverjeten. To je res kar za Slovenijo, oziroma za slovensko govoreče na YouTubu, je to kar številka. Zelo velika številka. Veliko nas je, ki ustvarjamo razne vsebine, kar se tiče narave. Tebe sem zaznala, mislim, da par mesecev, pol leta morda nazaj si mi prišel nekako v fit na YouTubu, ampak se mi zdi, da vedno, ko te vidim, nekako si v vodi, čepotaš nekako takole, se ne bojiš mrzle vode in kar šibaš. Pa dajva mogoče en korak naprej, kje najdeš vse te kotičke skrite? Kako načrtuješ poti, a najdeš kaj sproti še? Kako se lotevaš dnevnega izleta neko naravo? V bistvu prva moja osnova so Googlovi zemljevidi. To je moja prva osnova. In če me pač zanima kakšna dotična soteska, kakšen kanjon, pač na zemljevidu zelo podrobno približam. Google Earth, ne? Google Earth, ja. V bistvu Google Earth je bil, sem bil v bistvu raziskoval prej, zdaj pa kar Google zemljevidi, no. Tudi že kot majhen se spomnim, sem imel eno knjigo 100 naravnih znamenitosti Slovenije. To sem jo verjetno prebral po dolgem in počez. Tako da s tem črpam, v bistvu to pot, no. Pa verjetno iz družbenih omrežij tudi kaj? Seveda. Jaz si vedno shranjujem razne vsebine, da potem... Ti si res tako poosebljena dogodivščina, bi lahko rekla. Nazadnje, ko si objavil video, ali pa mogoče predzadnji, si bil nekje v okolici Idrije, si raziskoval neke soteske. Razloži nam to dogodivščino. V bistvu sem bil na Idrijskem, dobro, bil sem že prej večkrat, ampak tako prvič, da sem res šel raziskovalno tja pogledat. In pač s kolegico Majo sva začela raziskovati najprej slapove Poličanke. Ti slapovi se nahajajo, se pravi, recimo na sredini poti med mostom na Soči in Idrijo in tečejo pač v glavno reko Idrijco. Začela sva pač po slapovih,
Že ta pot po Poličanki je kar zanimiva. Pa še zanimivo je bilo to, v bistvu sva šla po dežju. Je bilo zelo spolzko, ampak je bilo pa več vode, zato je bilo tudi bolj zanimivo, ne. Prideva najprej do prvega slapu, oziroma slapov manjših je bilo več, potem pa prvi slap, sem bil kar začuden, wow, sem rekel, to pa, a ne, take smo navajeni v Posočju, na Gorenjskem recimo, tam niti ne. Sem rekel, super, šla sva naprej in prideva res do, v bistvu to je najvišji slap tam na Poličanki, prav v bistvu slap v koritih. Nekako slap pada v korita, in res izgleda veličastno, kakšnih 20 do 30 metrov visok slap. Zanimivo je to v bistvu, no, da večina ljudi že prej zaključi obisk te Poličanke. Midva se pa seveda, moja raziskovalna žilica ne pusti, da jaz grem do konca, a ne. Tako da sem prišla do tega slapu. Potem pa seveda, jaz hočem iti do konca, a ne, tudi skozi ta korita do konca slapu. In seveda začnem, je pa treba majhen poplezati, kakšne 2 metra je pa taka skala in seveda mi spodrsne in padem v vodo. Maja je to glih snemala. Tako da ja, zanimiva dogodivščina. Bilo je sicer toplo, tako da ni bilo problem se zmočiti. Pa ko rečeš, da greš vedno do konca, a potem slediš potoku, hodiš ob potoku ali kje najdeš pot? Ker verjetno slapovi Poličanke se začnejo, mislim, da blizu ceste, a ni tako? Blizu, ja, Čisto ob cesti, ne, potem pa, jaz sem tudi bila, ampak nisem šla do konca, kot ti praviš, do tistih korit. Ampak kako potem najdeš pot? Ja, v bistvu narediš jo. Ja, kar se da, greš v bistvu po koritih. Če je pa res kakšen zelo zahteven prehod, pa malo poiščeš levo, desno, pogledaš, ali se da kje obideti to, ne. Pa priti spet nazaj v korita, z višje točke, recimo še enkrat v korita in tako naprej, ja. To je res tako raziskujemo. raziskovalno delo v resnici. Ja, Poleg slapov Poličanke, kam bi nas še poslal kot idejo za izlet? Če nas mogoče kako Posočje ali pa kam drugam? Po Sloveniji. Po Sloveniji, ja. Ja. Ja, jaz bi zdaj v bistvu res kar spustil te glavne stvari, se pravi Posočje, Gorenjska, ampak bi predlagal izlet v Zgornjo Kolpo. Zgornjo Pokolpje, se pravi Osilnica. Tam je čudovito, midva sva obiskala Loško steno, pa Kuželjsko steno. Kuželjska stena je seveda tudi ima kuželjsko okno. Čudoviti razgledniki, sploh Loška stena je noro zanimiva, ki je res v bistvu ta skala pomaknjena čisto nad Kolpo in imaš res noro razgled se pravi na Pokolpje, na Gorski Kotar, na naš Snežnik, res čudovito. Pa seveda ljudi nobenih. Se mi zdi, da tisti del Slovenije ni še morda tako na zemljevidu tipičnih izletov v naravo. Poznam tudi Mirtoviški potok, ki mene še čaka, da ga raziščem. Tudi nekaj jezerca so tam, slapovi. Vem, da je eno tako ljubko jezero v okolici naselja Belica. Mislim, da Belica. Tako da res ta del še veliko za raziskati. Da nam da še eno idejo, kam bi se še odpravili lahko? No, pa pojmo še na vzhod Slovenije, v Haloze. V Halozah sem pa raziskoval pozimi, v februarju, mislim, da je bil februar. Tam smo pa obiskali v bistvu najvzhodnejše kraško področje v Sloveniji. Tam se nahaja v bistvu najvzhodnejša jama v Sloveniji, to je jama Belojača. To je blizu naselja Makole. Takoj zraven se pa še nahaja čudovita soteska potoka Šoštarica in je tudi, tam se nahaja tudi slap Šoštarica. Mi smo v bistvu imeli srečo, da je bila voda, ker včasih tudi vode ni, oziroma večkrat vode ni, kot je, no. Ko sem bila jaz, tam ni bilo vode. Ampak so zelo taka lepa korita, prideš na konec, kjer je slab.
niti kapljice vode ni bilo. Ja, no, mi smo pa imeli, ja. Res zanimivo, no. Za ta vzhodni del Slovenije, ki je pač manj hribovit, je to kar ena taka zelo zanimiva stvar, no. Zanimivo. Rok, vzela si bova kratek odmor. Dragi gledalke in dragi gledalci, midva odhajava na kratek premor. Po pavzici pa vam bova pokazala zelo veliko čudovitih slik in seveda povabila še kam na izlet. Bodite z nama. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z Rokom Bremcem kruzava po Sloveniji različne izlete. Dala sva že nekaj izletov na Idrijsko, potem sva šla proti Kolpi, tudi na vzhod Slovenije. Poleg Slovenije si pa tudi velik ljubitelj Balkana, še posebej Bosne. Povedal si mi, da greš 10-krat na leto v Bosno. Zakaj ti je tako všeč? Ja, seveda, kot prvič bližina, a ne, v 4 urah smo v Bosni. Potem kot naslednje seveda ljudje, super prijazni, hrana odlična. No, glavno pa seveda narava, ne. Narava je v Bosni tako čudovita, res še taka prvobitna. Malo ljudi, malo turizma, nikjer ne pobirajo vstopnin. In to me res privlači. Ogromno je še neodkritega, no. Tako da res Bosna je super, no. Pa tudi druge države Balkana. Ko si omenil, da je prvobitna, verjetno tam ni toliko ljudi, ko prideš recimo na nek slap, v neko sotesko. Ni potrebe, da čakamo na dobro fotografijo, ko se vsi zvrstimo. Pripravila sva tudi kar nekaj fotografij, tako da bova zdaj režijo prosila, če kar razvrstite fotografije in bova vsako posebej komentirala in skozi to lahko tudi pošljeva najine gledalke in gledalce v Slovenijo in potem tudi nižje v Balkan. Tako da režija, prosim, kar prvo fotografijo. No, to je ena prekrasna jama, meni daleč najlepša jama, ker sem jih obiskal. To je jama Ledenica v Bosni in Hercegovini. Ta jama Ledenica je v bistvu zanimiva zato, ker je bilo to pred jugoslovansko vojno, pred letom 91, je bila ta jama urejena za turistični obisk. Po vojni, oziroma med in po vojni je to vse propadlo in zdaj v bistvu čaka na obiskovalce. Tam so v bistvu te jami so še vidni, zelo dobro vidni, še podesti, razne stopnice, ampak to zdaj že vse propada. Ampak jama pa tako lepa, da to, jaz v Sloveniji take jame še nisem videl, res. To je tako bogata s kapniki. Hodiš iz dvorane v dvorano, dolga je približno 700 metrov. Toliko kapnikov različnih, to je res neverjetno. Čudovito. Torej, prva ideja za izlet v Bosni imamo že. Režija naprej, prosim. To smo pa spet v Sloveniji. To so pa korita potoka Kožbanšček. Rečejo jim korita Krčnika. Zanimivo je seveda zato, ker ima pač slap in pa naravni most oziroma naravno okno, pod katerim teče voda pač naprej po koritih. To se pa nahaja v Goriških brdih, prav pri vasi Kožbana, no, najbližja vas je Kožbana. Čudovito. Ta slap še mene tudi čaka. Režija naprej, prosim. No, to smo pa zdaj na Kočevskem. To je pa Kuželsko okno. Prav, to je na prelomu iz Kočevskih gozdov na Pokolpje. Tukaj skozi okno se vidi dolina oziroma dolina reke Kolpe in pa naprej proti Hrvaški. Super, naprej? No, to je pa spet Balkan in sicer Albanija. To je pa en zanimiv kanjon Holta. V bistvu se nahaja kakih 60 kilometrov vzhodno od Tirane. To je nor kanjon, kot vidite, res ozek, skoraj kot v jami. Ogromno je tudi plavalnih delov,
da v bistvu lahko samo plavaš, da prideš v bistvu na drugo stran. Tako da res nora dogodivščina. Zelo lepa barva vode, kot jezero Kreda pri nas. Oziroma, a gremo lahko nazaj? A gremo lahko nazaj mečkano, režija? Če tam imam zanimivo dogodivščino. Povej. No, v tem kanjonu, ko sem bil prvič, jaz sem bil že, mislim, da dvakrat, ampak ko sem bil prvič, sem bil sam in grem skozi kanjon in vidim nazaj, v bistvu se pravi, začne kamenje padati dol v kanjon. To je bilo tako gromenje, jaz sem mislil, da me pa tole pokopal. In potem grem nazaj in se je še res prav kadil od kamna. In tam res ne moreš predvideti, ker ne vidiš višji gor, kdaj bo kje priletel. Imel sem sicer čelado, ampak je bilo res kar grozno za slišati, no, za slišati grozno. Jaz imam tudi eno tako podobno zgodbo, pa morda za kdaj drugič, ampak eno stvar, da tukaj omenva, ne, če grejo gledalke in gledalci v take znamenitosti, res čelada pride prav. Obvezno. Super, pa greva še kakšno fotografijo komentirati. Naprej, prosim. To je tudi precej v bližini tega kanjona v Albaniji. To je pa kanjon Langarica. Ta kanjon je pa zanimiv predvsem zato, ker ima na sredini, se pravi, hodiš približno 1 uro in na sredini prideš do takega termalnega jezera. Že na vhodu v kanjon je nekaj termalnih jezerc, tam je seveda kar nekaj ljudi, tukaj pa ni skoraj nobenega. Približno pol urce moraš peš, ampak prideš pa do takega termalnega jezera, temperatura vode je pa okoli 30-32 stopinj. Wow. Čudovito. Čudovito. Take naravne terme. Tako. Pa res, da še to omenim, da je sporočilo tudi, da grejo gledalci malo naprej, da imajo to žilico, da grejo še naprej. Dajva še eno fotografijo pokomentirati. To je pa še en čudovit slap, spet v Albaniji. To je pa slap Peštura. Zanimivo je pa zato, kot vidite, pada skozi naravno okno. Zgornji slap, potem pa spodnji slap pa pada skozi naravno okno v tak čudovit tolmun. To je pa v bistvu primest tudi te peline, no, če bo komu pomagal. Čudovito. Torej imamo že seznam stvari, ki jih moramo vse od Bosne do Albanije pogledati. Povej nam tudi skozi fotografije, režija, hvala, bova zdaj nadaljevala z vprašanji. Vidimo tudi skozi fotografije in tudi jaz sem te zaznala preko videoposnetkov, da si zelo pogosto ob vodi. A ti je to najljubše? Kaj ti je najljubše? Kaj naj raziskuješ? A je to voda, a so to jezera, slapovi, soteske, ali so to naravna okna? Kaj ti je najljubše? Ja, v bistvu še najljubše so mi soteske oziroma kanjoni, ja. Ker tam res dobimo v bistvu vse. Se pravi, dobimo vodo, dobimo slapove, dobimo čudovite tolmune, dobimo tudi ogromno naravnih oken je v kanjonih. Dobimo tudi čudovito, zanimivo rastlinstvo, kar raste v teh kanjonih. Tako da, pa ne nazadnje, ko pridemo na vrh kanjona, imamo čudovit razgled, recimo na kanjon in na okolico. Tako da res dobimo skoraj vso naravo v enem. Pa verjetno se mi zdi, da kanjoni niso tako pogosto na seznamu naših izletov. Ponavadi gremo bolj jezera, slapovi, morda kakšen gost, tematske poti, da bi se odpravili pa v nek kanjon, pa morda redkeje. Tako da verjetno je tudi več možnosti, da smo v kanjonu potem sami. Tako, tako. Super. Rok, na tem mestu si bova ponovno vzela kratek odmor. V tem delu sva res vas povabila vse od Slovenije, pa vse do Albanije. Po kratkem odmoru se kmalu vrneva, ko bova še razglabljala o naravi. Bodite z nama. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z Rokom klepetava o dogodivščinah v soteskah in vse povsod v naravi. Zagotovo imaš na svojih terenskem delu, raziskovalnem delu, kakšen izziv ali pa kakšno pozitivno dogodivščino. Trenutek, kjer se mogoče ustaviš in rečeš, wow, to je pa res vredno bilo iti. Ja, seveda, teh dogodivščin se je kar nekaj nabralo, ja. Zdaj,
kako pozitivno. Eno sva že omenila, da si se bal v tistem kanjonu, da te bo kamenje zasulo. Tako je. No, recimo, zanimiva dogodivščina je bila ta nedolgo nazaj, v bistvu prav na tem izletu, ja, ko sva šla te Slapove Poličanke, sva pa naprej šla v bistvu v Poljansko dolino, gledati še ene kamnite mize, naravne kamnite mize. To sta dve mala in velika kamnita miza. In nekje sem slišal oziroma prebral, da se mala kamnita miza, če stopiš na njo, malo premakne. In to seveda midva z Majo poskusva. Sem rekel, Maja, pojdi gor na mizo, pa da vidimo, če se premakne. Maja spleza gor, oziroma še ni splezala gor, se je premaknila, bi v bistvu padla. In res, če bi jo tako premikali, bi res v bistvu padla dol. Res, in jaz sem spet ravno tisti trenutek snemal, res zanimiv. Ja, pri vajnih dogodivščinah je treba res verjetno imeti kamero ves čas vžgano, da lahko vse to, še kakšna taka zanimiva. No, ena taka zanimiva je bila tudi v Kamniških Alpah. Sva šla tudi po enem brezpotju, oziroma taka zelo slaba stezica je bila. Bilo je junija letos. In se vprašala, hodila sva po takih visokih travah, se vprašala, ali bomo imeli kakšnega klopa kje. Se pogledava po nogah, klopov kar črno. In sva potem dajala tiste klope dol, mislim, da jih je bilo na vsakemu 150 klopov. 150. To pa še nisem slišala takega primera, da bi bilo toliko. To je neverjetno, res. To klopov jaz še nisem videl, pa sem gozdar, sem videl, sem se mužil ogromno klopov, ampak toliko pa še, to je res, verjetno smo mogla na en gnezd, v bistvu skozi en gnezd iti, ampak oba sem imela res ogromno klopov, po nogah, kar črno je bilo, res to. Tukaj morava omeniti vsem, ki boste šli na razne dogodivščine naravo, ko pridete domov ali pa naslednji dan obvezno pregledati, če še kakšen ostal. Ampak 150 je pa res ekstrem. Pa se ne zmišljujem, res 150 mora. Cela dogodivščina, samo te klope spraviti sebe. Rok, zelo veliko si že predelal, preraziskoval v Sloveniji. Kje še nisi bil pri nas, pa te čaka ta dogodivščina? Ja, zdaj v bistvu že kar pol leta čakam, tudi po tvoji zaslugi. Pol leta čakam in zanimiv slap, ki pada v jamo. To je pa slap Pečenjevka v Beli krajini. Ta slap me res v bistvu mučno, se pravi pol leta, ker res moraš najti prav trenutek po deževju, da voda teče v jamo. To je res tak, mogoče en dan ali pa še zelo manj kot en dan po, ampak po močnem deževju, da res dobiš to naravno znamenitost. To je res neverjetno. Se spomnim takrat, ko sem jaz bila je sobota in objavila sem to na Instagram storije in zagotovo je zelo veliko ljudi to videlo, ker je šlo res. Veliko sem dobila tudi vprašanj, kje to je, in je šel eden naslednji dan pogledati, to je v nedeljo, drug dan že ni bilo več vode. Pa ko sem bila tam pri tistem slapu, ko je bila voda, sem srečala enega gospoda, ki je rekel, da bi tam že šestič in da je takrat bila prvič voda. Tako da je to eno res tako doživetje, ki ga je treba malo čakati. Zelo podobno kot kakšna pivška prisahajoča jezera, ko so samo po deževju, pa tudi ne ostane ves čas. Kaj pa v tujini? Si mi povedal, da se odpravljaš kmalu. Ja, zdaj v začetku septembra. Zdaj ne vem, kdaj snimajo. Majčkam kasneje bo, ampak ko bo oddaja posneta, bo že za tabo ta dogodivščina. Tako, v začetku septembra, zdaj odhajava z Majo v Armenijo in Gruzijo. Tam si bo ogledala spet razne slapove, soteske. Šla bova tudi na najvišji vrh Armenije, ki je že 4000-ak, Aragac. Pa narava, narava seveda. Tako da pričakujem, da bo
super dogodivščina. Pričakujem kakšno fotografijo kakšnega jezera, da mi pošleš, ko boš tam, da si zapišem, ko se jaz spravljam tja. Ko ravno govoriva o fotografijah, pa če se malo še dotakneva družbenih omrežij, imela sva kar dolgo debato o tem, ko sva se pripravljala na to oddajo, kakšna je naša vloga, ki o tem spregovorimo tudi na družbenih omrežjih, podajamo ideje za izlete v naravo in morda obenem tudi poskrbimo v narekovajih za malo več obiska v tistih delih. Kakšna je naša vloga, tvoja vloga z YouTube kanalom Raj na zemlji, moja tudi vloga z jezeri? A imava lahko tukaj, kakšno je tvoje mnenje o tem? Kako skrbeti za nek balans? Ja, mislim, tudi mi smo seveda se lahko kar po svojim s pepelom delno krivi za več obiska tudi po teh nekoliko manj znanih naravnih znamenitostih. Jaz sem se zdaj v bistvu lotil tega nekako tako, poskušam, v bistvu zdaj sva šla na en izlet, recimo, da poskušam iti na ta izlet po koncu sezone oziroma proti koncu sezone, recimo en zanimiv slap, pod katerim se kopljejo, in sva šla zdaj to pogledati proti koncu sezone, ravno zato, da ne bo zdaj pač tam obiska, ker se itak ljudje ne bojo več kopali, ker ne bo več takih temperatur. Tako probam nekako umiliti posledice. Seveda tudi pa na mojem kanalu recimo do teh res skritih znamenitosti tudi ne pokažem dostopa, pokažem potem samo res tisto znamenitost. Tudi recimo zgodilo se mi je že, da so me prosili domačini, da ne objavim recimo poti. Potem sem recimo že imel na YouTubu že to objavljeno in sem potem brisal, ker res spoštujem domačine in menim, da bi jim res lahko tam uničili v bistvu njihov standard oziroma njihovo samoto bi lahko rekla. Tako da vedno, ja. Tako da se nekako trudim, ampak seveda ni pa to, se pa najde kakšen, je tudi kakšen komentar je bil tudi kar že grozilen. Grozilen skoraj, recimo, Ja, tudi jaz razmišljam veliko o tem, ker tudi za jezera, ki so bila mogoče še 5 let nazaj povsem neznana, neobiskana, sedaj, ko se odpravim tja, nisem nikoli več sama, tako da morda bo treba v prihodnosti ne skrivati, to morda da ni pošteno, ampak ja, tako kot ti praviš, ne izdaš poti do tja, ampak spodbudiš, da vsi najdemo, da izkoristimo ta raziskovalni duh in da najdemo sami. Ja, tako je. Pa tudi dajva še to omeniti, če grejo kamorkoli v naravo, ni važno, ampak da res pustijo samo stopinje, vzamejo samo spomine, da res spoštujemo naravo. Dajva za konec, ali pa morda, da te še vprašam, kaj ti je to vse dalo, kako te to spreminja, a te kaj osebnostno spreminja? Mene ustvarjanje zelo spreminja, pa me zanima, če imaš tudi ti to izkušnjo. Ja, seveda. Sem kar nekako postal drug človek, lahko rečemo zdaj po tem YouTube kanalu, Mislim, super je recimo, ko si nekje v hribih, te prepoznajo že, ko se te prepozna, seveda pohval in to res dobiš elan za naprej, Tako da super mi je ustvarjati, zaenkrat imam še kar precej idej, tako da ne bo zmanjkalo. Ne bo zmanjkalo, Odlično. Kaj bi pa sporočil najnim gledalcem in gledalkam, kaj bi jim želel mogoče za na konec eno sporočilo predati? Pojdite v naravo, uživajte v njej, to je res, v Sloveniji imamo toliko lepega, da se res splača tudi malo potruditi, malo raziskovalne žilice, svoje, vsak jo ima v sebi, tako da res priporočam, da grejo ljudje v naravo, da uživajo.
raziskovati skrite in manj Tako, skrite skrite in manj kotičke. skrite kotičke, ja. Rok, ustvarjaš tudi skupaj s kolegico Majo, tudi oni ti pomaga pri objavah na družbenih omrežjih. Kje vse te lahko spremljamo? Najbolj dejaven sem seveda na YouTubu, potem zdaj na novo sva pa ustvarila tudi skupino, se pravi Facebook skupino Raj na zemlji in pa tudi Instagram Raj na zemlji, kjer objavljava razne fotke, kakšne kratke rile in tako naprej. Kaj pa je zate Raj na zemlji? Raj na zemlji je tisto, ko prideš nekam prvič in rečeš, wow, to je res, da si navdušen. Videl sem že res ogromno lepega, ampak vedno znova, ko pridem nekam na novo lokacijo, sem vedno znova navdušen nad to. To je zame Raj na zemlji, no. Čudovito, se zelo strinjam s tabo. Rok, hvala lepa za vse te ideje in sporočila. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa, da ste bili danes z nama v oddaji Moja dogodivščina. Verjamem, da ste dobili mnogo navdiha, da se tudi sami odpravite nekam, kjer še niste bili. Bodite z nami tudi naslednjič v oddaji Moja dogodivščina.